prišli. Dobrodošli torej na drugem dnevu 33. sejma Alpe Adria, ki velja za osrednjo sejemsko prireditev s področja turizma pri nas. Danes bomo vse tja malo čez 12. pod drobnogled vzeli edinstvena in avtentična doživetja, ki so priporočena strani Slovenske turistične organizacije in so opremljene z znakom kakovosti Slovenije Unique Experiences. Gre za zares pisana in raznovrstna doživetja, vse od spanja v vertikalni steni s pogledom na reko Nadižo, če naštem samo nekaj do spoznavanja medveda v njegovem naravnem okolju, do veslanja v zalitih podzemnih rovih rudnika Peca, do igranja na pokljuški resonančni les, pa večerjo v najglobji restavraciji v Sloveniji, do druženja z dunami klarisami, jamske pustolovščine in izobraževanja sredi ribjega vrta v zaščitenem krajinskem parku, pa do raziskovanja tajnih prostorov v hotelu. Kdo so torej ponudniki, ki izvajajo ta premium doživetja? S kakšnimi izzivi se srečujejo v praksi ter pri njihovem trženju? Ter seveda, kdo je ciljna skupina, ki si privošči doživetja, ki niso del klasične uniformirane turistične ponudbe? Na vse to vam bomo v nadaljevanju skušali odgovoriti z našimi gosti, seveda pa ste z vašimi mnenji, kritikami, pripombami, replikami vabljeni, da se vključite tudi vi, bomo veseli vaših vprašanj. Toliko za ogrevanje. Sedaj pa nas bo v uvod v današnji dogodek popeljala strokovnjakinja s področja čuječnosti, ki nas bo preko skrbno izbranih vaj glasbe in literature, ki so del Infinity Wine Bliss doživetja, spodbudila k večji navzočnosti na današnjem dogodku. Urška Merljak, oder je tvoj. En aplavz. Nekaj povem za ogrevanje, da je Urška v Sloveniji tudi pionirsko in strokovno skrbi za implementacijo čuječnosti v turizmu, je tudi zastopnica področja Wellbeing na Gospodarski zbornici Slovenije, sekcija Severno-Primorska gospodarska zbornica in si prizadeva tudi za sistemsko in pravno regulacijo tega področja, definiranega tudi v novi strategiji slovenskega turizma do leta 2028. Toliko, sedaj veste. Urška, odrekon. Čas je potekel. Je danes tisti dan. Previdno stopati po zemlji, ki je vsa mehka in črna. Pozorno gledati, da je opazen vsak odtenek. Dihati počasi, da je mogoče zajeti tudi najbolj skrite vonjave. Dotikati se nežno v iskanju znakov spremembe. Skrbno okušati v stremljenju po svoji resnici. Da, danes je pravi dan. Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da sem lahko prebrala uvodoma že misli gospoda Joškota. Joško Gravner je inovator na področju oranžnih vin in je eden od ključnih inspiratorjev meni osebno za oblikovanje doživetja Infinity Wine Bliss. To doživetje skuša z medsektorskim vezovanjem tako znanosti, umetnosti kot narave in gastronomije in dediščine vplivati na naše ravnovesje. To je ravnovesje tako telesa, kot čustev in tudi naših misli. Zelo si prizadevamo se dotakniti vseh človekovih inteligenc, dimenzij oziroma vse 5 njih. Tako da z veseljem tudi sporočam, da Joško dovoljuje, da berem iz njegove knjige, njegove misli. Še 2 bom prebrala danes, če dovolite, da vas popeljam v okušanje koščka tega doživetja, tudi ob spremljavi glasbe in čuječnostnih vaj. Zdaj, da ne bo tako, Marjana rekla, a kdo digne obrv, ko vprašaš, ko rečeš čuječnost? Da kar to vprašala vas. Kdo je že slišal za čuječnost, če lahko samo roke dignete visoko gor? Slišali ste vsi? Wow, vsi. Zanima pa me še, kdo je kaj več raziskoval o čuječnosti, morda tudi prakticira čuječnostne vaje, prebira kakšno knjigo. Polovica, recimo. Me veseli, hvala za ta feedback.
Marjana, upam, da smo dobili en tak odgovor, kako je z dvignjeno obrvjo. Sedaj pa za spodbudo k temu eni zelo kratki vaji, ki vam bo morda pomagala priti v večjo prisotnost tega trenutka v tem prostoru in da na tem dogodku odnesemo kar čim več, največ odnesemo, če smo res prisotni. Vas vabim na to izkustveno delo. Seveda ni potrebe po aktivni udeležbi, ampak ste lepo vabljeni, da aktivno sodelujete. Za pogum še par misli gospoda Joška Gravnerja. Gojiti vino. Ključ vsega je identiteta. Vinograd in vino sta dela celote. In če je vino del in ne otrok vinograda, če sta vino in vinograd narejena iz iste snovi, je potrebno vino gojiti. Kot vinograd, kot trto, kot življenje. Dan za dnem. Povabim vas v prvo vajo čuješčnosti, ki je opazovanje. Včasih pridemo v nek prostor, niti ne vemo točno, kje smo, s kom smo. Tako da vas povabim, da se sprva zavedamo okolja tega prostora, kar pozornost od mene zdaj potuje na prostor, ki nas gosti. In ko se oziramo po prostoru, vidimo tudi en drugega. Morda bomo sedaj opazili, da nismo še videli koga, ki ga že poznamo. Si malček pomahamo, si pomežiknemo. Morda opazimo, da je več ljudi, da so novi prišleki. In če zdaj našo pozornost iz prostora zunanjega usmerimo v naš notranji prostor, vas vabim v opazovanje, kaj se dogaja znotraj nas samih. Kako se počutimo? Včasih je to lažje narediti, če zapremo oči. Tako da vas povabim tistim, ki je udobno, da oči zaprete, če ne samo prosto, sproščeno, mehko, gledamo naprej, malček navzdol. In se usmerimo v naš notranji svet. In sprva samo opazimo, kako smo v telesu. Da je bila za koga pot naporna, stresna, tako da je priložnost, da tudi spustimo to, kar nas morda še utesnjuje, kakšne stresne občutke. Opazimo tudi naš dih, do kam seže naš dih. Včasih, ko damo pozornost dihu, se pa spremeni, se poglobi. Če čutimo kakšen stres v telesu, ga samo spustimo z izdihom, naj bo izdih daljši. In vdih se sam zgodi, zajamemo nov sveži zrak. In si predstavljamo, da smo med trtami, morda v brdih, morda na našem drugem izbranem, najljubšem vinorodnem okolišu.
začutimo ta vetrič ali burjo na naši koži, vdahnemo več svežine v lastno telo. Tako se pojavljajo misli. Isto normalno je, 80,000 misli imamo na dan, pravijo. Jih samo čuječe opazujemo in sprejemamo. Dotaknili se bomo naslednjega mehanizma čuječnosti, ki je pozitivna distrakcija. Z metaforo trte se približamo izbrani trti in postanemo del nje, postanemo mi ta trta. In začutimo, kaj je tisto, kar je pozitivni vir te trte. Vsekakor so to naravni elementi, 5 naravnih elementov. Morda začutimo na svoji koži sonce. Potrebujemo malo ohladitve in se nad nas zlijejo dežne kaplje. Ali pa potrebujemo več stabilnosti in začutimo te korenine trte, katere smo del, in se še bolj zakoreninimo v zemljo. Naredimo globok vdih čez celo telo v zemlji navzgor. Trta, ki raste. In se zavedamo, da so okoli naše druge trte, pa tudi potikamo levo, desno za ramena koga, pa se samo predstavljamo, da nismo sami. In z mehanizmom čuječnosti sočutje se zavedamo, da smo del nečesa večjega, vinograda. Pozorno spet usmerimo vase, v svoje telo, v svoje korenine. In si postavimo vprašanje v samo refleksijo. Kaj je to, kar želim odnesti od današnjega dogodka? Kaj je to, kar potrebujem v tem trenutku, da me navdahne, da me opolnomoči za morebitno prijavo na edinstvena doživetja? Kaj je tisto, s čimer želim danes oditi iz te dvorane? Odgovorov ne iščemo, ampak samo dovolimo, da se morda usede v nas kakšen uvid, kakšna ideja. Z enim zadnjim vdihom čez celo telo samo odpremo naš prostor možnosti, da se danes zgodi to, kar nas bo najbolj podprlo. In z vdihom počasi odpremo oči in pridemo spet v ta prostor. Nismo več trta, ampak smo celostno bitje, polno prisotno, čuječe, v tem trenutku tukaj sedaj.
Hvala lepa za vašo čuječo prisotnost, vaš pogum, da ste se udeležili te vaje ali pa samo čuječe opazovali, tudi samo iz tega stanja, da smo prisotni in z drugim veliko odnesemo. Naj še za konec preberem zadnje Joškotove misli. Prihodnost je prostor, kjer bo napisano novo in sodobnejše bistvo kakovosti. Tridimenzionalne kakovosti ali še bolje, štiridimenzionalne, če je četrta dimenzija čas. Kakovost, kjer koncept dobrega dokončno opušča plaho sožitje z lepoto. Dobro ni tisto, kar je nam všeč, ampak to, kar nam povrne resnico. In če v vinu obstaja resnica, ki je nepotreben, a dobrodošel prijatelj veselja in druženja, je tista resnica v naravi in času. Hvala lepa in srečno. Urška, hvala lepa. Upam, da ste se vsi iz vaše najljubše kleti nekje v Goriških brdih nazaj preselili na gospodarsko razstavišče. Sam povem. Več o razvijanju in razumevanju tovrstnega produkta in več o čuječnosti v turizmu ob 11. na okrogli mizi. Sedaj pa predajam besedo lani sveže potrjenemu doživetju, ki se odvija na slikovitem prostoru Velike planine. Besedi vabim Nika Prodana, ki je vodja trženja v turistični agenciji V-Travel, in Nik nam bo iz prve roke predstavil pot, krvavo trnovo pot, do pridobitve znaka Slovenija Unique Experiences. Nik, izvoli. Danes bi vam predstavil našo pot, ki smo prehodili skupaj z Zavodom za turizem Kamnik, do tega, da smo pridobili znak Slovenija Unique Experience. Obenem pa tudi razne metode trženja, ki jih uporabljamo, da se sedaj pač ta produkt prodaja. Tako da in upanju, da vam bo to pomagalo vsem, ki mogoče razmišljate o tem, da bi se prijavili na to vrstne razpise. Se pravi, najprej na kratko vam predstavim naše doživetje, imenuje se Začutite veliko planino. V bistvu je to 5-zvezdično doživetje, ki se izvaja na Veliki planini, z ogromnim poudarkom na kulinariki in kulturni in tudi kulinarični dediščini območja. Naše doživetje vključuje pač elemente digitalizacije in navezi Zavodom za turizem in kulturo in šport Kamnik. Vsebuje pa tudi večerja s privatnim kuharjem, delavnico lovčih krav, delavnico izdelovanja sira trniča, predstavitev delovnega dneva pastirja ter nočitev v luksuzni butični koči na Veliki planini. Tako da bomo približno vedeli, kaj se gre. Za več informacij pa seveda lahko pridete do naše spojnice TSTO. Se pravi, trženje 5-zvezdičnih doživetij, v bistvu pod trženja, s katero smo šli mi. Takoj po prijemu znaka Slovenija Unique Experience smo postavili svojo lastno spletno stran. Obenem tudi navezali stik z lokalnim ponudnikom nastanitev na Veliki planini, s tujimi turističnimi agencijami, se dogovorili z Zavodom za turizem in šport Kamnik, da nas oglašujejo na svoji lastni spletni strani, ter da imajo v svojem turistično-informacijskem središču enake promocijske materiale. Obenem pa tudi smo se dogovorili z nekaj okoliškimi namestitvami, hoteli, apartmaji, podobnimi, ter gostinskimi obrati v Kamniku in širši okolici, da imajo naše promocijske materiale za svoje potencialne goste. Zdaj bomo pa šli malo bolj podrobno vsakega od teh kanalov trženja, ki jih uporabljamo. Pravi lastna spletna stran. Kar smo ugotovili skozi leto dni razvoja lastne spletne strani, da prvotna ideja, ki smo imeli, ni bila najboljša.
ker smo se preveč posvečali na izgled, preveč smo se posvečali na nek faktor wow, ki pade ljudem v oči, premalo pa na dejansko same podrobnosti, ki jih naši gosti radi vedeti, se pravi podrobnosti v doživetju, cene doživetja, kakšne so zahteve za samo izvedbo doživetja, kakšne morajo biti odločila, takšne in podobne stvari, kontakti, ceniki, podobno. In potem smo se v letni razvoja nekako prišli do neke lepe spletne strani, ki dejansko pade gostom v oči in na kateri dobijo vse možne podatke, kontakte, cene, vse, kar potrebujejo, da pri nas rezervirajo doživetje. Spletna stran se je izkazala zelo uspešno in smo tudi zelo zadovoljni. Lahko posneje tudi jo pač pogledamo. Naprej imamo in ta del se meni osebno potrženju našega doživetja. Ste videli, da se prenesli na vašo, zdi najbolj pomemben. In to je bil dogovor z lokalnim ponudnikom nastanitev, ki ima pač v lasti 6 koč na Veliki planini, da ob vsaki rezervaciji, ki jo dobijo za svoje koče, svojim gostom po dodatno ponudbo ponudijo tudi naše doživetje. In iz tega vera tudi pri nas je prišlo največ rezervacij za naše doživetje. Se pravi, gost rezervira nočitev, lokalni ponudnik zraven nočitve ponudi naše doživetje. Tako smo ugotovili, da je zelo smiselno, ker gost koliko je že imel namen prespati na Veliki planini in seveda kot neka dodatna ponudba, potem to je zelo lahka odločitev za gosta. In iz tega vera je pri nas prišlo največ prodanih produktov, recimo. Tako da pri določih ponudnikih, če vas zanima, pač se prijavite na te razpise in tako naprej, to je ena stvar, ki bi jo vsej po naših izkušnjah najbolj priporočamo, da se res povežete z vašimi lokalnimi ponudniki, ker je zelo dober prodajni kanal. Potem smo šli tudi, mi smo pač podjetje, ki je že v preteklosti delovalo predvsem na področju incoming turizma. Tako s skandinavskimi gosti, gosti iz Velike Britanije, praktično iz cele zahodne Evrope. In ker smo imeli ta kanal, smo se odločili več koristiti in smo vsem svojim bivšim poslovnim partnerjem poslali naš produkt z namenom, da bi ga oni umestili v svoje predpripravljene ture za goste. Odziv je bil relativno dober, kar dosti agencij, ki je predpripravljala z nami, se je odločilo za ta korak in so umestili ta produkt v svoje ture. Moram povedati, da ta ponudek rezervacij prek tega kanala ni še bilo prav veliko, je pa res, da je to prva sezona, ki se prodaja prek teh kanalov. Tako da učinek še nekako čakamo, ampak je pa en zanimiv kanal, ki je tudi za razmisliti. Naslednjo je spletna stran lokalnega zavoda za turizem. Edino logično se nam je zdelo, da kar gost razmišlja o tem, da je prišel na neko destinacijo, najprej pogleda lokalno spletno stran lokalnega zavoda za turizem. In seveda ob tem, če vidi zraven naš produkt, je to še en zelo dober prodajni kanal, ki potencialno prek katerega dobiš kakšno rezervacijo. Tudi zavod turizem je bilo to dovolj zainteresiran, saj seveda je njim po destinaciji vedno v interesu, da imajo čim širši nabor produktov, ki jih ponujajo. Isto je s promocijskimi materiali v lokalnem turističnem informacijskem središču, seveda velja isto za njihovo spletno stran, povezava je logična in seveda vsi zainteresirani zelo zanimajo za to. Potem imamo promocijski materiali v okoliških turističnih investicijah ter gostinskih obratih. Tukaj smo zopet šli po tej logiki, da gost, ki je že prišel v našo destinacijo, vedno mogoče se išče neko dodatno ponudbo, s katero bi se popestril svoje bivanje. Moram reči, tudi prek tega smo dobili kar precej rezervacij, predvsem po raznih gostinskih obratih v Kamniku in okolici. Zato se je to izkazalo zelo uspešen program, zelo uspešen kanal prodaje. Zdaj, to bi rekel, mi smo do teh kanalnih prodajo kanale, nekako prišli skozi to, tudi svoje lastne izkušnje. Kaj deluje za nas? Jaz ne predpostavljam, da vem kar preveč, kot lahko drug. In bi rekel, upam, da vam je bilo ta predstavitev v pomoč in nekako kot idejo, kje vse lahko svoje doživetje tržite in prodajate. In upam, da vam je bilo v pomoč. To pa je zaenkrat vse od mene. Hvala vam za pozornost.
Jaz kar predlagam, da vaše gostovanje na odru podaljšate, namreč začenjamo z okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali različni ponudniki doživetij iz zbirke SUE. Na oder tako poleg Nika Prodana, vabim, ki je ponudnik doživetja Začutite veliko planino. Nik, dobrodošel na odru. Na odru pa vabim tudi Alenko Kikec, direktorico Zavoda za turizem Šaleške doline. En aplavz. Alenka je tudi predstavnica treh SUE doživetij Velenje Underground, Skrivnost potopljenih vasi in Polet v usnjarno Evrope. Kot naslednjo vabim na oder Majo Žarovnik, ki je v Gornjem Gradu skupaj z Amando Hladnik, deluje pod blagovno znamko Baba ve. Maja je zeliščarka in izvajalka dveh doživetij, Savinjski duhovni umik in Zeliščna čarovnija. Maja, dobrodošla. Dobrodošel na odru tudi Gorazd Kocbek, predstavnik tretje generacije družinske oljarne Kocbek, ki skupaj z družino izvaja premium doživetje od buče do olja. Predlagam pa seveda ponovno na oder vabim Urško Merljak, ustanoviteljico koncepta Infinity in izvajalko Infinity Wine, Olive in Honey Bliss ter drugih doživetij. Seveda pa, kot rečeno prej, s svojimi vprašanji in replikami ste na voljo tudi vi. V dvorani namreč vidim tudi kar nekaj ponudnikov SUE doživetij, ki so se prijavili na začetku leta 2019. Tako da, če se ne boste oglasili sami, vas pobarjam jaz. Tako, toliko za uvod. Maja, začnimo z vami. Vaša dva produkta razvijate v Gornjem Gradu, ki ima sicer burno zgodovino, kateri je botrovala tudi največja katedrala po prostornini v Sloveniji. Če tega niste vedeli, veste sedaj. Toda Gornji Grad je turistično zelo zaspano mesto, z zelo šibko turistično infrastrukturo. Spregledan konec Slovenije, nekakšno turistično slepo črvo. Kakšen izziv torej v takem okolju ustvarjati doživetja, ki za povrh še niso del uniformirane klasične turistične ponudbe? Ja, ker nič ni, je ponavadi priložnost. Povejte, kaj vse imate. Povejte, kako spodbudno je bilo okolje, v katerem ustvarjate. Ko smo začeli z Amandi, bili smo dve, jaz sem Maja, Amanda je tam na nek vzad, se še skriva. Najprej so nas vsi po strani gledali, niso verjeli, da bomo sploh v Gornjem Gradu kaj začeli delati, pa tudi, da se sploh kaj da narediti. Ampak zazrli smo se v sebe, ugotovili, da imamo skupne interese, skupno vizijo, skupno estetiko in naravna, kot tudi na dediščina, sta nam bile navdih in tako smo začeli to pot, sicer kar res takmo težkim okoljem. Ja, kako lokalno podeželsko okolje razume vajen produkt senzorično potovanje v svet zelišč? Sprašujem zato, ker ne prodajate mlečnih izdelkov, ne prodajate nekih konkretnih otipljivih produktov. Ne greste se agrobiznisa, ampak drugačno sorte turizma. Ja, pa vse je to tisto, kar vsi skozi delamo, samo da se tega niti ne zavedamo. In to je, mislim, da tudi tisto, kar hočemo ljudi tudi spomniti. Delamo nekaj sila preprostega, gremo v vrt ali pa v naravo ali pa v hribe, pa nabiramo zelišča. Samo damo pa temu vsebino in čarovnije. Sprašujem glede publike. Bi publiko lažje dosegli, če bi delovali v mestu? Kako težko jih je privabiti v Gornji Grad? Ja, to pa je izziv. To pa moram priznati. Tudi mama v bistvu vsak gost, ko pride, ga res intervjujemo, izprašamo, tako čisto pilno, da povemo, zakaj je tle, kam gre, ali je slučajno v Logarsk, ali ne vem kam drugam. In dosti ljudi nam tudi reče, da prej so se, pa saj poznamo Gornji Grad, pomenu smo se pelali in to. Dosti se pa celo ustavijo. Tako da je to kar težko. Glede na to, da smo bile edini ponudnik, ki se je začel malo profesionalno ukvarjati s turizmom, pri nas pa tudi na občini, če res dobro delajo, ampak na začetku smo bile pa same. In se moraš malo znajti, malo podelovati, pa tudi na kakšen ran, pa tudi 3-krat potrkati, če je treba. Je pa treba poudariti, da so vas ravno SUE doživetja. Včeraj smo lansirali nacionalni portal Kariera v turizmu.
Vem, da ste v bistvu skozi turizem naredili svojo kariero in se profilirali kot podjetnici in s tem, kar počnete, ste opozorili tudi razvojno agencijo v bistvu, ne? Ja, Dobile ste krila kot podjetnice. ja, to je prav čudno. Moram reči, da se še danes včasih malo vprašam, kaj se dogaja. V bistvu z razvojne agencije od začetka zelo dobro sodelujemo. Takrat v naši občini ni bilo zaposlenega za turizem, pa smo mi prostovoljno hodili na sestanke, takrat se je Vizica vinska znamka oblikovala in smo bile edine od začetka do konca, mislim, da na vseh sestankih zraven, tako da v bistvu usporedno pletemo to zgodbo. In ja, na začetku smo tudi bile, veste, ko začneš, pa razlagaš, kaj boš delati, noben ne verjame. In smo bile dolgo cajta, dve tam fletne punce odvečle v Gornjem Gradu neke rožice nabirati. Ja. Nobena in ni res me jemal in prav z prvim oznakom SUV smo pa dobili nekaj težo, pa tudi svoj glas, da se nas začeli slišati, pa mogoče poslušati. Gost je pa tudi razlog, da se dejansko ustavijo v Gornjem Gradu, ne? Ja, definitivno smo z tem oznakom pridobili tudi prepoznavnost na širšem prostoru. Nik, ali je z tega vidika za vas lažje? Ustvarjate na Veliki planini, ki je že sama po sebi turistični brand, je del ene turistične hrbtenice v Sloveniji. Vam je lahko prodajati tako doživetja ali pač? Precej lažje, bi rekel. Precej lažje. Velika planina je res zelo prepoznavna destinacija. Z tega vidika smo srečni, ker imamo res že pripravljen bazen gostov, iz katerega lahko črpamo. In da, tako zelo lažje. Z tega vidika vam je tudi lažje postaviti visoko ceno vašemu doživetju. Namreč z visoko ceno se vi ne pohabite števila obiskov, ne? Tako je. Se pravi, ker imamo pripravljen bazen gostov, zelo širok bazen gostov, z katerega lahko črpamo, smo z veliko lahkoto pravzaprav postavili visoko ceno. Je pa res, da vemo, da je naše doživetje tega vredno in tudi goste se zavedajo tega. Tudi velika cena res ni bil problem v našem primeru. Ponovno smo pa zelo srečni, ker smo tako prepoznavna destinacija. Alenka Kikec, ta visoka cena pa je bila mogoče težava pri vas. Namreč, vi ste po svet turizma prišli iz bančništva in to v regijo, ki ni prva izbira gostov, kam oditi najlepše. Delujete v okolju, ki je zaznamovano s težko industrijo, pa vam je kljub temu uspelo, da imate kot edina vodilna destinacija kar 3 produkte z oznako SUE, pri čemer sta tudi med 4 top prodajanimi produkti. Je recept vašega uspeha dejstvo, da kot bivša bančnica na turistične produkte in na njihovo snovanje gledate z drugačnimi očmi, z drugačnega zornega kota? Najprej lepo zdrav sem skupaj. Morda tudi to, moja tržna in komercialna usmerjenost, predvsem pa je izjemno pomembno pri naših omenjenih produktih, da se zavedamo individualnega pristopa. Prodaja teh produktov nikoli ne prinese uspehov z množičnimi pristopi. Dejstvo je, da skupaj s svojo ekipo vedno jasno definiramo že ob začetku leta, kateri so tisti etapni in pa končni cilji in katere so naše ciljne skupine, ki jih mi skozi te produkte želimo doseči. In lahko recimo povem primer, danes je bilo omenjeno doživetje Underground, posebno kulinarično doživetje, 160 metrov pod zemljo in sicer doživetje kot tako, da smo dejansko ta produkt spravili na trg skozi podjetja. Naš cilj so bile ciljne skupine, ki bi recimo podjetja, ki bi videli priložnost, kdo so tisti njihovi poslovni partnerji, ki bi želeli to doživetje tudi sami doživeti in pa seveda na tak način nam odpirati vrata. Zakaj odpirati vrata? Ker zadovoljni poslovni gostje so se vračali in se vračajo z družinami, s svojimi prijatelji, prav tako pa to doživetje podarijo ob raznih družinskih ali drugačnih življenjskih praznikih kot darilo. Lahko tudi povem, da smo lansko leto izvedli ta omenjen produkt samo za 2 osebi, kar seveda jemljem kot zelo velik uspeh, ker sta menili... Kako? 2 Slovenca. 2 Slovenca, doživetje
poceni preko 1200 evrov. Tako da moj nasvet je, da se s ceno ne bi obremenjevala, ker dejansko, nekje sem nekoč prebrala, obstaja 30% ljudi na svetu, ki iščejo luxury, posebne zgodbe, in če te zgodbe so na neki destinaciji, in če jim znamo to prodati in ponuditi in seveda pustiti dobre sledi, prodaja na tak način ni problem. Gospod, visoka cena tudi za vas ni bila problem. Vi se celo radi pohvalite, da prodajate najdražje bučno olje na svetu, ne? Ja, glede na to, da proizvajamo v prvi vrsti bučno olje in ko govorimo o hrani in pijači, ne moramo reči, da je nekaj najboljšega, to se stvar okusa. Sem se jaz nekaj trenutkov malo vprašal, da bo pa nekaj najdražje bučno olje na svetu. Tega, koliko mi je znano, še vedno imamo. Drugače pa, kaj se doživetja tiče, ja, doživetje je specifično, je drugačno, je nekaj posebnega in zaradi tega niti ne more biti poceni. Ker poceni produkta ne moreš ustvariti, lahko ga ustvariš samo z nekimi določenimi stroški in ti stroški moraš dobiti povrnjene, plus tega gost mora to tudi ceniti in Je pa res, da niste obremenjeni stroški tudi zato, ker to ni vaš osnovni posel, ne, suje doživetje. V bistvu, vaš osnovni posel je dejansko prodaja bučnega olja, ne, in z tega vidika ste tudi manj obremenjeni, glede števila obiskov, kar se suje produktov tiče. Ja, bučno olje je v bistvu stvar, ki jo najdalj časa delamo, že 90 let, neprekinjeno, zraven seveda mnogo drugih izdelkov, povezanih z bučnimi semeni ali bučnim oljem. In jaz vedno že vsa leta govorim, kar sem pri očetu začel delati, da to delo ni samo moje delo, ampak moj način življenja. In to se tudi odraža skozi izdelke, skozi pristop ljudi, ki pridejo skozi naša vrata. In mi želimo to našo strast približati skozi to doživetje. In to doživetje je bila samo posledica našega dela, oziroma našega življenja. Se pravi, ljudje ste prišli, kje delate, kako delate, in iz tega smo v bistvu začeli graditi na teh obiskih, doživetvih, in danes smo pač tukaj. Povejte, kaj od vašega produkta, od razvoja vašega produkta, kakšen benefit ima destinacija, pa lokalni ponudniki? Glede na to, da Sveti Jurij v Hrščavnici prav tako ni prva izbira gostov, kam najlepše? Definitivno. Pri nas v bistvu skoraj nič. Mislim, dobro je nekaj, ampak V marketinškem vidiku moramo reči, da ste sredi fantastičnega ničesa. Ja, definitivno smo, ne, ampak mi vseeno se moramo potruditi, da pridejo gostje na naš konec Slovenije. Z bližini, dobro, zdaj skozi leta so se neke stvari razvijale, mogoče ena izmed stvari, ki jih lahko izpostavim v naši neposredni bližini, je bilo Buško jezero, tudi recimo domačija Firbas, je prav tako izvidično doživetje, z njim tudi gosti povezujemo in si pošiljamo goste sem in tja. Tako da mi smo nekako bili pionirji razvoja turistične ponudbe v naši občini. Mi nismo imeli nobene pomoči, ne občine, ne ničesar, ampak dejansko čisto sami iz čiste vode. Ali s ceno vaših produktov, pa s tem, da ste dobili brand kakovosti Slovenije Unique Experiences, popravljate na glavni direkt Prekmurje, ki je dolgo veljalo, prenizke cene in prepolni krožnik? Mi nismo Prekmurje. To se šalim. Definitivno se to pri nas zelo spreminja. Tudi, zdaj se je vmes bil, če se vrne malo nazaj, COVID, pred COVID-om so se stvari začele drastično spreminjati, zdaj se potem to malo postavlja in zdaj spet postavlja na svoje mesto. In definitivno, ja, pri nas je vedno več lepih destinacij, lepega okolja, dobre hrane, dobre ponudbe in Pomurje ni več znano po tem, da prideš zelo poceni in količinsko zelo dosti jesti. Tako da tukaj se vsi razvijamo, vsi se na nek način dvigujemo in ja, morda še kaj nisem do konca povedal, ne, seveda, moje mnenje je, da eno tako doživetje, ampak to je moje mnenje, ne more biti edini vir dohodka. Zaradi tega, ker si v bistvu ne moreš pričakovati, da bodo ljudje stali v vrsti, da bodo prišli na to doživetje in če si tudi pod nekim pritiskom, da si od tega odvisen, tudi tvoj produkt ne bo tak, kot je. Tudi, mislim, vsaj meni je to sprostitev, uživanje in takrat res
vsi obiskovalci, tudi če je že kdo mogoče bil izmed vas pri nas, lahko začutijo to res naš način življenja, našo strast skozi storitev. V bistvu skozi svoje produkte v Pomurju vzgajate goste, ne? Da se odtrese od tega stereotipa o nizkocenovni destinaciji, ne? Ravno s takimi produkti. Točno tako. Ne? Tudi samozavest dvigujete ostalim ponudnikom, da se mogoče opogumijo in grejo na to pot. Ste mogoče dobili kakšen klic, da bi se tudi kdo drug prijavil na svoje doživetje in šel po tej poti? Zdaj kot klic se mogoče ne spomnim, ampak je pa vedno več obiska lokalnih ponudnikov pri nas, ki si vzamejo doživetje, da to doživijo, da vidijo in predvidevam, da tudi iz tega naslova malo vidijo, kje so oni, kaj mi ponujamo, kaj morajo mogoče imeti, da lahko se pač prijavijo tudi za ta produkt. Urška Merljak, Brika, ki živi sicer v Ljubljani, vi ponujate še posebej specifičen produkt znotraj svoje doživeti, čuječe doživljanje prostora in njegovih detajlov na makrolokaciji, ne? Povejte, kako so to doživetje sprejeli v Goriških Brdih? Z dvignjenimi obrvmi, kakšna je bila prva reakcija, ko ste rekli čuječnost v turizmu in bogatim bomo računali? Šalno stano, mogoče prvi odziv. Ne, takoj povem, oziroma da se zahvalim vsem lokalnim ponudnikom za zaupanje. Ker čuječnost oziroma širše področje well-beinga je dokaj nova stvar, ki se razvija, še posebej toliko bolj po COVID obdobju, zdaj s to krizo, si pa malo napeti, ne, tako da takrat pa je bilo še vse v redu, ne, so bili kar vsi sproščeni, obiskov ogromno v Brdih, ampak so lepo sprejeli. Tudi vsa povabila, ki sem jih izrazila za sodelovanje, so bila odobrena, so se strinjali, da to je en način, kako lahko dodatno tudi lokalni ponudniki predstavijo svojo ponudbo na en drugačen način, drugačni ciljni skupini in tudi za drugačno ceno potem predlagajo svoje izdelke. A lahko govorimo, da je čuječnost neka nova smer turizma? Je čuječnost tudi stvar nekega novega luksuza doživeti v turizmu? Naj se spet zahvalim strategiji slovenskega turizma, ker ministrstvo dejansko je sprejelo v strategiji prav mindfulness, angleško, ne, je zabeleženo v strategiji širše področje well-beinga, tako da ja, smo očitno pripravljeni tudi kot ne samo družba, ampak tudi kot država odpirati take programe, ki vplivajo tudi na našo splošno dobro počutje. Ne samo na STO-ju, tudi Gospodarsko zbornico Slovenije ste prepričali, ne, da ste čuječnost, da so vas zaradi čuječnosti nagradili kot dober produkt, inovativen produkt, ne? Ja, srebrno priznanje za inovacijo, smo prejeli s tem konceptom, ki medsektorsko povezuje več področij. Po resnici, po mojem mnenju je, da manjka v Sloveniji, predvsem povezovanja in tudi povezovanja različnega know-howa. Tako da jaz ogromno črpam, jaz sem pač radi različnih izobrazb privilegirana, ker lahko si pomagam z enim področjem v našemu drugo in obratno. Tako da ja, veselim se tudi prihoda Evropske prestolnice kulture na našemu področju Goriškem in povezavi z Italijo, ker tudi vidijo to kot priložnost za zaveščanje pomena kulture bivanja. Tako da gremo širše, ne samo čuječnost, tudi to je ena ciljna skupina, ki to išče, to so ena nišna posebna ciljna skupina. Prezrta? Tako, ja, tudi to so ena od zahtevnih ciljnih skupin, ki si jih tako želimo v Sloveniji, ampak verjamem, da mnogo jih še ne ve, da imamo tako ponudbo v Sloveniji, da bi si želeli več prepoznavnosti na tujih trgih. Ste pa s čuječnostjo ne samo v Goriških Brdih, pogrli ste tudi v Brkine, v območje zelenega krasa, v te destinacije, ki tudi niso prva izbira, ne, ker niso top lista. Ja, to izhaja res iz tega občutka, koliko vredna je Slovenija, kako lepe kraje imamo in želimo podpreti prav take lokacije, ki niso še toliko prepoznane, ampak skrivajo neko res avtentičnost, neko pravinskost, ki jo toliko išče človeštvo. Da zato sodelujemo s takimi lokacijami in jih želimo podpreti, se pravi ne samo vrte,
ampak tudi recimo področje pivke, pivških jezer, da se ne samo zapeljemo mimo do morja, ampak se ustavimo tam in začutimo to lokalno prebivalstvo. V bistvu skozi vaše produkte, predvsem lokalni prebivalci, oziroma mogoče tudi lokalni turistični delavci z drugačnimi očmi začutijo svoj prostor, svoje produkte, svoj prostor, kjer živijo. Tako je, zdaj dotikamo se področja ne samo dobrega počutja, ampak tudi osebne rasti in razvoja zaposlenih s temi našimi dejavnostmi, tudi strokovnimi usposabljanji na tem modelu koncepta Infinity doživeti. In preko te že našega sodelovanja, pogovorov, dogovorov, poslovnih sodelovanjih, marsikomu odpiramo oči, odpiramo ta mindset, ne? Res bolj zavestno se zavedamo vsega tega in naredimo en korak naprej, tako da dodana vrednost tega je absolutno. Kontemplativno doživeti v vinskih kleteh v naslednjih tednih, sem vprašam. Ja. Maja, koliko se Urška intenzivno povezuje? Ste pa na zadnji študijski turi pa rekli, Mete za mano se pa ne povezujeva z vsakomur in za vsako ceno. Kako je s povezovanjem v Gornjem Grabu? Izbirčne ste pri povezovanju. Ja, pri tej stvari je taka, ne, da se enkrat zelo kritičen, samokritičen do samega sebe in da ti preko tega, kar delaš, osebno rasteš na fizični, čustveni in duhovni ravni in delaš dobro, delaš kvalitetno, je fajn, da imaš tudi take sogovornike. Ker to je, ja, ne sodelujemo za vsako ceno z vsakmo, ker s tem lahko zgubljaš in čas in energijo, ko prepričuješ nekoga, da bi mogoče na tak način delal, ali pa zakaj bi bilo to za nekoga dobro. Ampak smo ugotovili, ker pri nama je bilo res težko, mi smo dobesedno orale ledino, ne, na vseh področjih. In smo prišli do tega, da enostavno pošparamo na svoji energiji, na čas, če sodelujemo z takimi, ki nekako razumejo, ki grejo v isto smer, ki imajo isto vizijo kot mi dve. In tudi po dolini se zelo lepo povezujemo. Pa ne bo to v Logarski hotel Plesnik, Luče hiša Raduha, na Ljubnem Vila Planinka, muzej Lesnikov, v bistvu vse se povezujemo s temi dolini, ampak res takimi, nekako imamo iste cilje. Ste ista pasma. Ja. Še nekaj treba poudariti, da ste se naučili, kako si postaviti ceno, ne? Aplicirati na zadnjo študijsko turo, ne? Ste rekli, da ogromno časa vložite tudi v predpriprave in da ste se potem naučili, da je pač tudi to treba zaračunati oziroma ljudem ustrezno interpretirati, kaj plačajo. Ja, to je pa trda šola, pa dosti košta. Preden to znaš v bistvu ceniti svoje delo, pa kar traja. Pri nama je trajalo 5 let, pa še danes slonemo včasih, ampak ne definitivno zato, ker ljudje se sploh ne zavedajo, da ni sam končni produkt, ampak je za tem cela filozofija. Najlažje je nekomu, ki reče, olej, tle se pa ljudje sprehajajo, dajmo nekaj narediti, en štand, pa nekaj. S takim, recimo, nimamo istih ciljev in se ne povezujemo, ampak to, kar pa mi delamo, je povzati en globok razmislek o zgodovini, o nama samih. Izobraževali smo se Amanda v Avstriji na Akademiji tradicionalne evropejše Heilkunde, ki je pod UNESCO zaščito. Jaz sem naredila certifikat v organizaciji Association of Forest and Nature Therapy iz Kalifornije. Konstantno se izobražujemo in zaradi tega ne moramo biti prepoceni. In ko se naredi tudi en produkt, videli smo same, je en kapene predpriprave, pa še polje treba pospraviti. Mi da nimamo podizvajalcev, nimamo čistilke, mi da smo zaenkrat še za vse sami in da speljamo eno 5-zvezdično doživetje, rabimo en dan prej, cel dan predpriprave. Pa smo cel dan s gosti, res se jim posvetimo, vzamemo čas, pa še polje treba pospraviti. In tle se bom navezala na sogovornika, res 5-zvezdična doživetja, fajn, da si spočit, da ne hitiš in da ti to ne predstavlja vir zaslužka, ker pol bo izgubili na kvaliteti. Da je človeče prisotno, ne? Tako, ja, ker preveč pol se zgubi nekako poanta oziroma bistvo. Tako kot pogosto pravijo v Bohinju, skrbno premislite, koga vabite v vajino dnevno sobo, v narekovajih, ne? Ja.
Kdo je vajna ciljna publika? So to individualni gostje ali bolj poslovna klientela, kot je Alenka izpostavila? Ja, Alenka, to fajn izpostavila, sem začela razmišljati v tej smeri. Mogoče pa vprašanje, ali je slabo, da svoje doživetje postajajo manj individualno prodajno doživetje in bolj predmet, ki se prodaja skozi team buildinge? Pa se mogoče v tem ni problem. Problem je samo v tem, da ker so tako kompleksna, z višjega cenovnega razreda. In to za recimo par, mi da imamo zelo dosti povpraševanja, ne, za skupine, ne vem, za 2, mogoče družina 4 oseb. In za njih je mogoče teoretično doživetje malo nedotegljivo. In je treba pač razpisati skupine, to sem že povedala, v bistvu team buildingom. Pa tam se tudi mogoče tudi bolj zgubi, glede na to, da imamo bolj čuječ pristop. Ampak se mi zdi pa, da če pa možno narediti Slovenija Unique Experience za krajši čas, je pa še čas traja. Za krajši čas pa pod 50 €, pol je pa to mogoče malo drugačno. Alenka, ena stvar je potrebno izpostaviti pri vaših svoje doživetjih, se mi zdi res primer dobre prakse, ki bi ga lahko tudi drugi župani delovali po vašem vzoru. Namreč, vaše svoje doživetja je vzljubil župan in jih v bistvu ponuja županom, gostom, visokim gostom kot protokolarno darilo. Namesto steklenic jih popelje skozi svoje doživetja. To se mi pa zdi modra gesta strani župana, no? Ja, hvala za to opažanje. Moram povedati, da ustanoviteljici Zavoda za turizem sta 2 občini, občina Velenje in občina Šoštanj. In kot zavod imamo podporo pri obeh županih in res veliko veselje nam je, tako kot je Marjana omenila, da spoštujejo in cenijo turizem, predvsem pa te naše produkte v takšnem kontekstu, da so nekaj posebnega, nekaj unikatnega, premium, in meni je v posebno veselje, kadar organiziramo to doživetje za županove goste, če lahko tako rečem, ko vidim, kako ponosen je, kaj se dejansko dogaja v občini, kjer je sam župan. Kako izbirate tematike, ki so primerne za SUE, glede na kompleksnost vaših produktov? Tu je treba poudariti, da brez enega širšega sodelovanja z institucijami ne gre. Ja. Dejstvo je, da pri nas v Šaleški dolini je doma rodarstvo, premogovništvo, v Šoštanju osnarstvo, to je del nas. In to je naš DNK. In vsi ti produkti, za katere torej imamo tudi znak Unique Experience, so dejansko povezani s tem. Eni bolj digitalizirani, drugi manj. Zelo pomembno se nam pa zdi, da pri pripravi in izvedbi teh produktov vsi deležniki, ki so vključeni, svojo nalogo opravijo v skladu s pričakovanji, dogovori in cilji, ki so zastavljeni. Ker tu si mi ne moremo, recimo, če opiščem, pa naj ponovno izpostavim underground produkt. Tukaj je muzej premogovništva, tukaj je gostinec, lokalni turistični vodnik, ekipa Zavoda za turizem Šaleške doline. Skratka, vsak izmed nas mora prispevati k temu doživetju vse tisto, kar je po protokolu tudi predvideno. In dejstvo je, da temu posvečamo velike pozornosti in tako, kot je prej moja kolegica omenila, ko se to doživetje zgodi, je priprava na ta dogodek, akterji se pokličemo, z gostincem ponovno ponovimo celoten scenarij, pogledamo, kdo od ekipe bo prisoten na dogodku, kako bo gostinec 4-hodni meni 160 metrov pod zemljo, kjer ni elektrike, ne sme kuhati, kako bo to doživetje in ta krožnik predstavo gostom, ki pridejo v to okolje. Skratka, vse faze izvedbe produkta so izjemno pomembne in večkrat jih tudi treniramo, večkrat gremo te scenarije tudi skozi. In jaz mislim, da je to zelo pomembno, ker to potem pušča dobre sledi, o čemer sem že prej govorila, in nam zadovoljni gosti odpirajo vrata in priporočila novih. Vaši produkti so kot gledališka predstava, skrbno imate zrežirano, kje so dramaturški loki, sproti testirate produkte in mogoče se z tega tudi ločite od neke agencije, ki produkt naredi in slednje potem ne odstopa od že napisanega produkta. Vi puščate tle odprta vrata, da če neke stvari
ne pijejo vodo, na terenu jih spremenite. No, tu bi recimo izpostavila primer, da preden se začne sezona, skratka, sej produkti so aktivni celo leto, ampak vemo, ko pride poletje, pomlad in tako naprej, je tudi več povpraševanj. Mi predtem organiziramo za vse 3 produkte določeno, oziroma izberemo določene ciljne skupine ljudi, katerih mnenje nam zelo veliko pomeni. Skupaj z njimi pretestiramo vse produkte, kaj je tisto, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, kaj bi nadgradili, kaj bi spremenili. In zaradi takih mnenj, ki jih zelo cenimo in tudi seveda spoštujemo, to so drobne drobtinice, ampak so izjemno pomembne, smo lahko potem tudi še boljši. Kako se potem takem produkt spreminja, raste tekom samega izvajanja? Zelo. Recimo, spremeni se tudi scena kot taka, kako izgledajo stoli pri pogostitvi za mizo. Če se slučajno spremeni kaj na temo jedi, kakšen bo krožnik, kako bodo te vsebine izgledale. Skratka, ko je sprememba scenarija, je potrebno dati zelo jasna navodila vsem skupaj, kaj se je spremenilo in nadgradilo. Na tak način bi veljalo razvijati tudi ostale produkte v turizmu, saj tiste, za katere res verjamemo, da lahko obetajo, da se različen segment ljudi povabi in ta isti produkt sistema in se potem spremembe dejansko implementira v prakso. Se strinjam in še enkrat, meni ali nam osebno na zavodu, pa tudi če ne govorimo o 5-zvezdičnih produktih, na splošno o produktih, ki jih tržimo kot destinacija, je zelo pomembna povratna informacija. Včasih si moraš, ali pa velikokrat si moraš upati vprašati, jaz vedno rečem, če vprašaš, pričakuj vsak odgovor. Ni vedno, da boš vedno dobil samo dobre povratne informacije. Zaradi teh informacij si lahko boljši. In niste užaljeni, če dobite tudi kakšno kritiko, ne? Moram reči, ne užaljen, se dotakne, to so čustva. Tu v teh produktih je zelo veliko energije, ampak ko razum prevzame čustva, je uspeh k izboljšavi. Nik, kam menite, da bo vaš produkt zrasel? Koliko se bo vmes spreminjal? Upamo, da veliko. Naš sam prvi namen vzpostavitve tega produkta je bil, da bi imeli osnovno točko, oporno točko za razvijanje nadaljnjih produktov in tudi samega tega produkta. Naš končni cilj je, da bi imeli produkt ali več produktov, s katerimi bi lahko gostno zapolnili njegovo bivanje na Veliki planini za več dni. Dejansko v tem aspektu tega smo že smo naredili dve korake. S svojim 5-zvezdičnim doživetjem smo dodali integralne produkte, ki se navezujejo na naše 5-zvezdično doživetje. Se pravi, naši gosti zaključijo s 5-zvezdičnim doživetjem in potem ponujemo še 3 dodatne produkte, ki se navezujejo na 5-zvezdično doživetje. Kot je prej niste poudarili, ekskluzivnost vašega produkta je, da imate zasebnega kuharja, ki v koči priredi zasebno večerjo za goste, več hodov na nivoju. Tako in če je prej kolegica povedala, da imajo izziv, kako spraviti 4-podni meni 160 metrov pod zemljo, imamo mi izziv, kako spraviti 8-podni meni 1200 metrov na zemljo. Marja, vi pa imate izziv v bistvu, kako pri kreiranju produkta naletite na past, da tovrstne doživetje ne postanejo teater. Umetno ustvarjena predstava za goste, da se ohrani avtentičnost, pristnost, nepotvarjenost, lokalnost, skratka DNK prostora in identiteta ljudi, ki tam živijo. Da ni to nekaj umetno prenešeno v prostor. Ja, vse zato si povzamemo res en dan časa za 5-zvezdično doživetje, ali prvo ali pa drugo. In želimo tudi, da si gost vzame tudi čas, ko pride k nama, da se mu nikamor ne mudi in mu damo tudi prostor njemu, da doživi. Mi smo želeli, sploh pri družbeno, pri Savinskemu duhovnemu umiku, smo želeli prostor arhitekture predstaviti skozi čutila, da ne zasičimo ljudi s preveč informacijami, ker se tako ne zapomniš od tega in naša 880-letna zgodovina kraja je tako kompleksna, da še mi se včasih malo zgubimo.
Ja, in smo hoteli sam prostor predstaviti s premišljenimi senzoričnimi povabili, ki gosta popelje skozi prostor. Kak izziv je bilo sodelovanje z nunami klarisami? So prvo lile, da bo masa turistov hodila k njim, da se bodo mogli pogovarjati z njimi in neprestano razlagati svoje zgodbe? Ja, najprej se ga za to, koliko sta prišla taka fajn člana komisije, so bile zelo zadovoljne, da take goste si še želimo, pa smo začeli glutati, ja, sem del, da jih ne bo pa preveč. Tako da, ja, mislim, mi imamo del doživetja nas sestre Klarise, pa so mogoče, čeprav je to sam eden podizvajalec, recimo, ker sem grda se izrazila, so pa tudi, je treba biti pa zelo pazljiv pa previden in tudi spoštljiv. Ker to je še vedno en prostor, eden najbolj zaprtih prostorov na Slovenskem in človek mora biti spoštovanje tjano. In tudi tak odnos moramo tudi naprej gojiti, da se ne bojo ustrašili. Ja. Boris, če so pri Maji ekskluzivnost nune, recimo, so pri vas polži, da ste tudi polže oženili z vašim bučnim oljem in tudi to je mogoče del doživetja. Lahko se čudimo, kaj vse se da skozi zgodbo, ustrezno predstaviti ljudem v turističnih produktih. Ja, nisem polžil oženil z bučnim oljem, ampak polža jajčeca oziroma kaviar. To je bila čisto taka slučajna situacija, ideja in meni to takrat ne poznala in ko sem to poskusil, sem to bučno olje ful dobro zraven in smo začeli tudi pač na temo delati, zdaj na doživetju ponudimo to za poskusiti, v prodaji še nimamo. To je tako čuječe doživetje. Ja, z vsemi čutili. Tako da, jaz vedno govorim, da z bučnim oljem je vse skupaj, da mi si ga dajemo vse posod in ko pa omenimo polži kaviar, seveda marsikomu ne poznamo, ko vsi to dajo ribi kaviar, in ko daš pač z bučnega olja, gor je to ena čudovita eksplozija v ustih. Bravo. Janez Bogataj, profesor Janez Bogataj, vidim, da ste danes med občinstvom. Dober dan in dobrodošli. Kot člana strokovne komisije vas pa sprašujem, kje pa vidite ozka grla suje doživeti oziroma tudi dodano vrednost, ki se dotika obiska strokovne komisije na samem terenu. Govorim tudi o ozaveščanju ponudnikov. Mogoče, da se jim odpre tudi en drug vidik, na katerega ustvarjalci in kreatorji turističnih produktov mogoče niso pozorni. Dobrodošli. Hvala za to vprašanje in lep pozdrav vsem zbranim. V glavnem, to, kar zdaj poslušamo, bi lahko vsakemu od navedenih doživeti kaj povedal. Moram reči, da ta čuječnost ni nič novega. Je seveda en pojav, ki je bil na Slovenskem večkrat že znan, v sicer nekoliko drugačni obliki, tako se še nismo turistično ozavestili. Bi bilo pa recimo zanimivo slišati, kaj ta beseda sploh pomeni, ker beseda čuječnost izvira iz glagola čuti, kar pomeni kaj, ne spati, po noči gledati in ta beseda se največkrat uporablja, se je uporabljala, dokler so ljudje še doma umirali, ko še ni bilo zaključnih del v zdravstvu in so doma umirali in so potem prišli sorodniki in vaščani in tudi meščani in so čuli pri Merličeva. To mogoče samo za začetek. Sicer pa strokovna komisija, ki je pač hodila po Sloveniji in opazovala te stvari, spoznavala, je bila večkrat zelo navdušena. Če povem svoje mnenje samo, ker bi bilo dobro slišati mnenje vseh članov strokovne komisije, če povem svoje mnenje, sem zelo v bistvu vesel, ker so ta doživetja pravzaprav tisto, kar
nešteto let že govorim, da si mora vsaka turistična destinacija postaviti piramido, ne? In se vprašati, kaj je tisto, ki sodi v vrh piramide, ne? Kaj je tisto, kar sodi v sredino piramide in kaj je tisto, kar sodi v podnožje piramide. Ne? Najslabši so rezultati tam, kjer ljudje vse živo, kar en kraj premore ali pa ena regija, strpajo v ta program. Ne? Tako da to, kar smo zdaj slišali tudi, ne, so take zadeve, ki sodijo sam vrhove teh piramid. Ne? Zelo smo bili pozitivno presenečeni nad Gornjim gradom, recimo, ne? Ki je res ponudil nekaj novega. Ne, glede na to, da nas je kar veliko zbranih, ne povem, da se je v Gornjem gradu, poleg tega, kar kolegici tam s tem programom izvajata, da se je v Gornjem gradu začela ena zelo pomembna zgodba za Slovenijo, povezana z gastronomijo, ne? In sicer Ajda se je tam začela, ne? To se pravi, najstarejše pričevanje o Ajdi je prav iz Gornjega grada. Ne? Skratka, to je bilo za nas eno zelo prijetno presenečenje. Druge lokacije vse dobro poznamo, ne? Tako da Kocbeka sploh še takrat, ko še niso, so začeli tako rekoče, ne? Sem večkrat študente tja peljal na ekskurzijo. Tudi to je zanimiv primer, ne, da je Buča tisti element, iz katerega je cel program nastal, ne? In spet se je potrdilo tisto, kar pravi star pregovor, manj je več. Ne? To se pravi, iz enega kulturnega elementa, v tem primeru je to Buča, ne? Narediti eno bogato zgodbo, bogato v tem smislu, da je tudi lokalno prebivalstvo na nek način vključeno v te zadeve. Tako da mislim, da je ta težnja Slovenske turistične organizacije za organiziranje teh doživetij zelo pozitivna, ne? In vse ostale regije, ki bodo sledile temu, ne skušajo dejansko postavljati zadeve, tako kot sem na začetku omenil, ne? Se pravi piramidalno, ne? In se vprašati, kaj pa zdaj tisto, kar je za nas najbolj značilno. Nekaj podobnega smo leta 2006 naredili tudi z gastronomsko strategijo, ne? In je bilo na začetku veliko hudih besed, ne? Češ, a samo te dve jedi sta za nas značilni, točno to, ne? Točno to. Ne vse živo, ne mi dajati v prospekt, pa da vem kam na spletne strani fotografije pogrnjenih miz brez ljudi, ne? Ampak se odločiti, katera je tista značilnost nedoločene regije, po kateri me bodo v prihodnje vsi poznali. Tako da to mogoče za enkrat. Hvala lepa. Se bom pa še oglasil, če v tej. Kar izvolite, seveda, dobrodošli. Suzana Pajmut-Štrucelj, ste z nami še? Podzemlje Pece, dobrodošla. Povejte, kaj ste vi pridobili z oznako SUE? Namreč vaš turistični produkt, avantura s kajakom po podzemlju Pece, velja za enega najbolj prodajanih. Je bil glavni, bom tako vprašala, je bil SUE produkt tudi eden izmed glavnih adutov promocije, kar je in povečevanje obiska v vaši destinaciji? Vas gostje zdaj lažje najdejo? Ja, lepo pozdravljeni. Moram reči, da naš turistični rudnik in muzej se že kar 25 let trudi na področju Koroške, da vzpostavljamo na osnovi dediščine rudarstva, naravne dediščine in pa seveda lokalnih produktov, da postavljamo nove turistične produkte. Imamo jih kar nekaj, seveda je pa ta, ki je seveda dobil ta znak odličnosti Slovenske turistične organizacije, s kajakom Podzemlje Pece, res, bom rekla, kar top produkt, dejansko gre za res dobro doživetje, ki povezuje vse to, kar mi hočemo tudi našim obiskovalcem predstaviti. Dejansko gre za
doživetje, gre za doživljanje te zgodovine, dediščine, okusov, bom rekla, in pa seveda nenazadnje tudi rekreacijo, ki jo doživijo obiskovalci, ko 4 ure so z nami na našem doživetju. Res smo kar dobro prodajani, kot ste prej omenili, ne gre tu za vir dohodka, pri nas je kar vir pomembnega dohodka, ta produkt. S tem, ko smo to uvedli, smo kar začeli tudi vse skupaj bolje prodajati, dejansko pa ta produkt tudi. Če rečem, v lanskem letu smo prodali preko 3000 ogledov s kajakom, gre pa seveda za manjše skupine. Vsako doživetje se res potrudimo, da je seveda doživetje. Ne trpamo, ne pospešujemo, hitimo zaradi več obiskovalcev, ampak dejansko je doživetje od začetka do konca za vsakega, ki pride. In trudimo se, da ne gre to samo za izbrance, da si lahko privoščijo ogled tudi tisti, ki seveda ne premorejo denarja, koliko denarja za taka doživetja. Moram reči, da pridejo kar od daleč k nam na doživetje, imamo 70% tujih gostov, se pripelje iz Nove Zelandije, da pridejo na to doživetje in dejansko so tudi zelo zadovoljni. Tudi potem, ko končajo v naših knjigah opisov in seveda na spletih, so zelo dobre ocene. To, da imate dober produkt, potrjujem večkrat iz prve roke, je recept za vašo uspešnost tudi privlačno razmerje med kakovostjo in ceno. Vi ste namreč niste odločili za tako visoko ceno svoje produkta, kar običajni smrtniki sicer pozdravljajo. Ja, res. Mi vedno, dobro bom rekla, smo tudi, čeprav vedno rečem, da je Koroška nekje tudi na začetku, ne samo kot Slovenci vidimo na koncu poti, ampak dejansko smo seveda malo umaknjeni v industrijski dolini, kjer ni bilo veliko turizma prej, v okviru seveda UNESCO globalnega geoparka in pa sodelovanja čez mejo, zdaj turizem tudi zelo dobro razvijamo, skupaj z lokalno regionalno organizacijo in seveda si lahko želimo si, da bi bil tudi ta produkt dostopen. Če pa lahko na prvo vprašanje še odgovorim, moram reči, da zelo pozdravljam seveda ta poziv Slovenske turistične organizacije in seveda vso sodelovanje. Kot produkt smo dobili veliko podporo strani Slovenske turistične organizacije. Zelo pomembno je, da smo vključeni v baze, da nas najdejo po spletni strani gosti iz tujine, ko iščejo, da smo povabljeni tudi na razne dogodke, da se nam, ki smo manjši, pomaga tudi z določenim delom promocije, da lažje potem tudi si privoščimo kaj in pa seveda tudi, da tudi kakšne študijske ture so tudi na naš kot za to organizirane, kot je ta zadnja v decembru, ki smo zelo pozdravljali slovenskih turističnih novinarjev, tako da mislim, da smo res pridobili s tem znakom družnosti. Hvala lepa, pa naj to ne zveni kot reklama za STO, ampak kot dejstvo, da ste res zadovoljni z produktom. Samo še vprašanje, Irena Fonda, vaš produkt je pa drugi, v bistvu, oziroma tudi prvi najbolj prodajen znotraj svoje doživetje Ribjega vrta znotraj zaščitenega krajinskega parka. Produkt ste še nadgradili z fenim produktom Mediteranska kulinarična delavnica. Vi ste se usmerili v izobraževalni turizem in mogoče suhoparne podatke, pa trajnost, pa ekologijo ste znali na en tak, narekovaj, seksi način zapakirati v turistični produkt in žanjete uspehe. Je izobraževalni turizem torej ena butična niša, ki ste vi zapopadli? Ja. Hvala za vprašanje. Ogromno se nauči skozi vaš produkt, no. Ja, v bistvu to je bila osnova tega, ne. Mi smo, naše doživetje v bistvu nekaj v resnici lahko rečem edinstvenega zato, ker je ponavadi velja za nekaj slabega. Mi se ukvarjamo z ribogojstvom in ribogojstvo je imelo v tistem času, ko smo mi začeli s turizmom, v bistvu slabšalni prizvok. V bistvu si mogel vedno najprej narediti neko prijeti do ničle iz nekje od spodaj, zato da ste ljudje sploh začeli nekako dojemati to, potem pa na to še nadgrajevati. Da bi se upravičeval za svojo osnovno delo? V bistvu po eni strani bi se, čeprav se mi nikoli nismo, ker je v bistvu naša, jaz vedno rečem, da je naša zgodba ena taka romantična, ne toliko poslovna. In čisto v razvoju blagovne znamke dela se nam je v bistvu dejansko pojavilo to, da so nas ljudje začeli klicati in spraševati, če bi oni lahko nas prišli pogledati in kako bi to bilo in kaj v bistvu dejansko to ni bila naša ideja. Turizem sploh se
čisto organsko je zrastel, zato ker ljudje teh stvari niso vedeli. In nam se je v bistvu pokazala priložnost, da lahko skozi to, da nekdo pride k nam, v bistvu predstavimo tisto, kar so naše osnovne ideje. In naše ideje so bile vedno nekako vezane na izobraževanje, na naravo, na morje, na kulinariko. In v bistvu smo samo povedali, kaj delamo. Mislim, našo zgodbo, tako kot si rekel ti, Boris, da je v bistvu gre za neko svojo zgodbo poveš. In to je tisto, kar je bilo po mojih izkušnjah, še zdaj smo imeli tudi zaenkrat 130 držav nas je že obiskalo. Kar se tiče tega, zdaj mene je presenetilo, da se toliko pogovarjamo o cenah danes, ampak dejansko naša cena vstopnice, tiste osnovne, ki rečemo za nepozabni dan, je vezana na ceno ene vreče ribe krme, kar pomeni, da vsak obiskovalec, ki pride, dejansko nam direktno v resnici spremeni življenje, ne samo, da je ampak dejansko vpliva na to, kar mi delamo. To pomeni, da nam pomaga, postane del družine. In to je ljudem se zdelo nekako sprejemljivo. Takrat v resnici bi se vsi začeli pritoževati, da je drago, kljub temu, da imaš priprave, pa v bistvu, jaz mislim, da večina nas, ki smo manjši ponudniki, v bistvu nimamo nekega stafa, ki bo delal samo to. Tako da je sigurno to odločilna stvar, kar se tiče cene, ampak jaz mislim, da ljudje ne ciljamo mi smo vsaj naš produkt ne cilja na zelo široko javnost, tudi v bistvu zelo selekcionirano se odločajo za to. Tisti, ki pridejo, jih že zanimajo stvari, so že nekako usmerjeni v to. Tako da se mi zdi, da v bistvu tukaj ni to vedno odločilni dejavnik. Bi pa jaz imela še samo, če lahko. Vedno me vprašajo v vprašanju, mi moramo vsako leto napisati poročilo o tem, kaj se dogaja s SUE, in jaz vsako leto, zdaj bom povedala javno, zato vsako leto napišem isto stvar. Moje mnenje je, pa čeprav ne vem, zdaj očitno ni od drugih mnenj, ampak jaz še vedno mislim in bom povedala z glas, je to, da bi mi lahko SUE, naše doživetja prodajali boljše, če bi med tistimi, recimo taki obišče mene, bo zelo verjetno lahko zainteresiran tudi, da bi obiskal nekoga od njih ali pa še nekoga od teh ostalih 26 doživetij. In mi vsi, kot ali pa večina ljudi radi zbirajo čebelice ali pa štemplje ali pa, ne vem, virtualne kogarkoli, da bi v bistvu s tem bili nagrajeni, če obiščejo več SUE doživetij. To pomeni, če priješ v Slovenijo, si nekako te usmerjamo en z drugim. To pomeni, da če si pri meni, jaz lahko delam promocijo za vse ostale. In tega jaz ne čutim, kot da bi bilo. Jaz vsako leto vprašam, če bi lahko lepo prosim dobili plaketo, da bi pisali gor, da imamo SUE, zato ker bi, ko prideš, to je kot vojska, če rečeš, mi imamo 26 takih doživetij, vsako leto se mi zdi to bogatstvo, v bistvu, ki ga imamo, in ki reče, tebi je to všeč, to bi bilo zanimivo tudi zate. To je ena stvar, ki se mi zdi, zdaj sem povedala na glas, ampak ki se mi zdi, da bi bilo res vredno narediti, mislim, da bi vplivalo na prodajo. Druga stvar, ki bi jo jaz tudi, ki se mi je v bistvu zdaj porodila med tem, ko ste vi govorili, mi recimo imamo pa relativno malo, kljub temu, da smo v zelo turistični občini, mi zdaj, da bi rekla, da je to neka, da te bo pa občina, kakorkoli pri nas, če se slučajno zgodi, da bi kdo nam pripeljal, koga bi hoteli to imeti zastonj. Tako da, jaz recimo mislim, da bi lahko STO vplival dejansko na destinacije, da bi tudi destinacije dejansko čisto, mi smo v destinaciji, mi imamo na TripAdvisorju, smo first thing to do v Portorožu, kaj smo mislili, šli po Bojnico, si pogledati, je čudno, ampak to je po želji obiskovalcev. Tisto, kar pa dejansko sama destinacija, koliko podpirajo to, je pa čisto drugo. Destinacija in potem posledično tudi občina. In jaz mislim, da ima to bistveno močnejšo vzvod, kot ga imamo mi sami ponudniki. Ker drugače ti vedno reče, mi ne moramo samo enega ponudnika favorizirati pred drugimi. Samo dejansko, če vidim, da nekatere občine to delajo, mogoče se tudi odprti županov. Seveda je, samo
to odprtost županov, ki je lahko vedno malo nekako porinjena iz strani tega, ki so tako, ne. In jaz pa še drugo stvar povem, vsi govorite, ja, kako je to zdaj na tistih krajih, kjer ni turizma, mi zdaj podpiramo, delamo diversifikacijo in tako naprej. Jaz sem se pred 10 dnevi sem bila na enem sestanku z predstavniki Zavoda za varstvo narave, ker pač imamo eno idejo in bi radi ene stvari naredili. In so rekli, ne, turizem, to je grozno, dobesedno, da se ne hecam, to je grozno, potem bodo samo še več ljudi bo prišlo. Dejstvo je, turizem je, mi ga lahko samo usmerimo, ali je pač lep, pa tak je naklonjen naravi, ki bo spoštoval to ali ne. Ne, ničesar se ne sme, zato ker bo turizem prišel in ker to bo slabo. To govorijo za Portorož, ki je najbolj tudi, mislim, ker pač rečemo obiskovalcev imamo veliko. Je tudi območje javnih obostih. Ne, se to hočem povedati, ampak to v bistvu STO govori eno, Zavod za varstvo narave govori drugo, Ministrstvo za okolje govori tretje, ne? In mi v bistvu govorimo nekaj stvari, ki niso sinhronizirane z njimi. Tako je. Tako da zdaj, če se pogovarjamo o izzivih, ne? Tako da mislim, da je marsikatera ideja, ki ni invazivna, ki je v bistvu zelo prijazna, pa v bistvu ne pride skozi čisto iz takih. Tako da hvala, jaz sem vesela in mi smo zelo odprti za povezovanje. Irena Fonda, hvala lepa za te replike. Tako, hvala lepa. Če imate še kakšne replike, pripombe, ja, ne, sicer damo besedo Mora Nikolovič, Slovenske turistične organizacije, ki nam bo predstavila nov poziv za doživetja, mislim, da na poči z koncem februarja. Imate še kakšne pripombe, vprašanja? Ok, Morana. Ja, hvala lepo vsem gostom, ker ste delili svoje mnenja. Uspešno, srečno naprej z vašimi produkti, povezujte se. Mogoče dosežemo tudi ta skupni grozd nabiranja nečesa v luči večjega obiska. En velik aplavz za... Se pravi, večina vas to že pozna poziv, no, verjetno je tu kakšen novi, ampak dejansko, zakaj sploh namen tega poziva? Je zato, da spodbujamo razvoj in inovativnost, pač teh kakovostnih doživetij, zato, da krepimo produkte z višjo dodano vrednostjo, ki je namenjena zahtevnejšim gostom, in pa da identificiramo kakovostna doživetja, ki pa potem uspešno pozicionirajo in tržijo slovensko turistično ponudbo. Na hitro glavni ključni elementi nove strategije, ki dejansko nadgrade tiste prejšnje, se pravi, ni zdaj nekih veliko novosti, tudi sama vizija se ni veliko spremenila. Še vedno je to zeleno, butično, namenjeno individualnemu, odgovornemu, zahtevnejšemu gostu, ki je v skladu s temi trendi in pa z luksuzom išče in ceni ta avtentična edinstvena doživetja. Narava, zdravje in dobro počutje in pa ta kulturna doživetja z avtentičnim karakterjem. Poziv SUE torej sledi opredeljenem konceptu 5-zvezdičnosti, izpolnjuje te kriterije, ki so navedene, ki so v sklopu teh 10 glavnih kriterijev, in pa za vključitvijo v zbirko SUE prispevajo k pozicioniranju Slovenije kot zelene butične destinacije ter za tega individualnega gosta, ki ceni torej naravo, zdravje, kulturna doživetja in pa akter lokalnih skupnosti. Zelo pomembno pri svojih doživetjih je, da so ta tržno naravnana, zato večkrat poudarjamo, da mora biti doživetje na voljo vsaj v slovenskem in angleškem jeziku, in pa da je ta digitalizacija doživetij podprta z dobrimi fotografijami, z dobrim videomaterialom in pa tudi z drugimi, in torej, da je ta večja usmerjenost butičnim doživetjem. Kakšne so torej koristi? Danes smo že parkrat slišali, da STO promovira ta doživetja skozi svoje kanale, kasneje še malo več. S tem pospešujemo kakovost teh doživetij, veliko na trgu doživetij, ki so mogoče tisti hero doživetja, se pravi tiste, ki se zelo dobro prodajajo, taki so pa malo drugačna, butična, pa so nekako še, vsak si želi imeti tudi taka in zato s tem pospešujemo kakovost. Pa za leto 2021 smo pač poziv malo nadgradili, spremenili, in je zdaj sejalec, se pravi, se izbira iz doživetij, ki so v zbirki SUE, in nagrada, ki je bila prej namenjena snovalcem, je zdaj namenjena sejalcem. In tako vsako leto podelimo
enega sejalca, zmagovalca in pa največ 2 finalista, ki dobijo pač ta finančna sredstva za digitalizacijo doživetja. Lani so bili to doživetja tajni prostori hotela Jama, je bil sejalec, in pa Irena je že predstavila svoje mediteransko kuharsko delavnico s pripravo rib. Maja pa Gregata pa danes melodijo gost, da ni tukaj. Je pa z nami tudi Matjaž, ki je pa bil sejalec eno leto prej, se pravi Fish and Fly trio, tako da mogoče tudi kasneje boljše z njim spoznate. Matjaž, mogoče ostane, da te vidijo, evo maham. Torej, kakšne so koristi pa za Slovenijo in pa za obiskovalce? Pač za Slovenijo v smislu, da uresničujejo obljubo te zelene butične destinacije, kako jo prezentiramo dejansko na tujih trgih in pa v Sloveniji, in pa da je ponudba bogatejša, se pravi s temi posebnimi, avtentičnimi in trajnostno naravnanimi doživetji. In pa za gosta, se pravi, zdaj imamo v zbirki 26 doživetij, je to nekako neka skrbna zbirka, ki je izbrana in je na enem mestu in si lahko tudi filtrira in pogleda, ali ga zanima bolj neko aktivno doživetje, ali bi bolj rad neko čaječe doživetje, kakorkoli, se pravi, filtrira si lahko na spletni strani in glede na lokacijo in glede na čas in pa na sam produkt. Ti, ki ste že šli skozi ta proces, ostali pa, ki še mogoče si želite, je mogoče ta nek prvi checkpoint, ta predodločitveni kviz, kjer točno vidite, ali vaše doživetje že ustreza nekako tem kriterijem. Vabljeni nujno, da si preberete postopkovnik, kjer je zelo razdelano, razpisano, in pa preučite tale priročnik, kjer imate pa zelo nazorno predstavljen vsak kriterij, tudi zelo vam je lahko v pomoč pri nadgradnji doživetja ali pa pri kreiranju novega doživetja. In pa da si, kot sem že omenila prej, pogledate na spletu predstavljena vsa ta doživetja. Priročnik in pa vse ostale zadeve so na voljo na naših poslovnih straneh. Kdo se lahko prijavi? Dejansko vsi, se pravi turistične agencije, organizatorji potovanj, podjetja, samostojni podjetniki, kmetije, DMO-ji, turistična društva, kdorkoli. Pomembno pri teh doživetjih pa je, da so prav prodajna. Ko bom povedala še tudi kasneje, se pravi doživetje po novem mora biti 1 leto že na trgu, do zdaj je bilo to 6 mesecev. To pa predvsem iz stališča tega, da res želimo, da so ta doživetja kakovostna, da so preverjena že malo na terenu in da se nekaj časa že prodajajo. Ni to za doživetja, ki so invencije oziroma neke ideje, tako kot je bilo kot snovalcev, ampak pač želimo, da je to že nekako utrjeno doživetje. Premium kakovost, to sem že vse omenila. Se pravi, teh 10 kriterijev, lokalno, avtentično, edinstveno, izkustveno, trajnostno, butično, premium, dodana vrednost za sanizacijo in digitalna izkušnja so podrobno predstavljeni v tem priročniku, tako da res ljudno vabljeni, da si to preberete, ker vam zelo nazorno ponazorijo, kaj morate biti pozorni pri oblikovanju novega ali pa nadgradnje obstoječega doživetja. Pa še enkrat bom ponovila, da mi promovirati brez kakovostnih fotografij in pa videa materiala doživetja ne moremo. Tudi verjetno bomo pozvali ponudnike, da nam vsako leto pošljajo neke nove fotografije in vse, zato ker drugače mi skozi ene in iste fotografije vrtimo in pol vse ene so fajn, ker res doživetje na nek način prikažejo, ampak vedno je fajn, da pač tudi z vaše strani dobimo neke nove materiale, zato da lažje delamo to promocijo. Torej, doživetje, sem prej omenila, se je do zdaj izvajalo, pač je bilo na trgu vsaj 6 mesecev, zdaj to smo povečali na 12 mesecev. Ne vem, če se nekateri spomnite, pri sejalcu smo imeli celo 2 leti, prej da je bilo doživetje na trgu, tako da jaz mislim, da je 1 leto je res tisti minimum. In pa zbirka, se pravi, znak SUE ne dobite zavedno, ampak se ta recertificira vsaka 3 leta. Tako se je lani recertificiralo 5 doživetij. Niso se vsa odločila za recertificiranje, razlogi so bili različni. Ali se je doživetje tukaj spremenilo, da ga oni več na ta način ne prodajajo, ali so se toliko zamenjali podizvajalci, ali nadgrajujejo doživetje in ga bodo prijavili naslednje leto. Se pravi, te, ki so se pa prijavili, pa večina razen izjeme 2, je komisija ponovno potrdila. Se pa tudi zgodi, da pač kjer
več ne izpolnjuje vseh teh kriterijev, ki so. Torej, ko oddate vlogo preko spletne prijavnice, to bom potem še malo detaljneje, gre ta na ocenjevanje doživetja, se pravi najprej jaz vse vloge pregledam, če so popolne, preden jih sploh dam naprej v odobritev za ocenjevanje. Nato to komisija spletno oceni. Do zdaj je bilo tako, da potem doživetja, ki so dosegla nad 8 oceno, je potem komisija šla pogledati na teren. Letos bo ena novost, da bojo doživetja med 8 in 9 prišla na STO in bodo z raznimi kratkimi predstavitvami, piči, res kratkimi predstavitvami, predstavlja doživetja. In tista, ki bo komisija prepoznala, da so mogoče da še ne vejo, ali bi jih lahko stišlo terensko ocenjevanje, se bojo ne glede na to, da ne bojo imeli oceno 9, vrstile tudi v terensko. Tista, ki pa so določena, pa verjetno ne bojo mogoče šla skozi to sito. Tista, ki so pa nad 9 ocena, bo šla pa avtomatsko v terensko ocenjevanje. In potem, ko komisija še enkrat zaseda, izbere doživetja, ki se potrdijo v zbirko, sledi potem še izbor za sejalca in finaliste sejalca in pa potem pa seveda vse to marketinški teksti, dogovori za fotografije in ostalo. No, tlele zdaj še na kratko mogoče to. To je zdaj vse ponovno, to je vse v postopkovniku, v pozivu, v priročniku je pač pojasnjeno, tako da res vabljeni, da se preberete. Zdaj poziv smo objavili na spletni strani, spletno platformo pa bo začela jutri, ker smo pač mogli še ene stvari nadgraditi, spremeniti, tako da morajo še to popraviti. No. Rok za prijave je 19. april, tako da vljudno vabljam, da ne čakate zadnji teden, ker ponavadi vsi zadnji teden pošljajo. Vi lahko vlogo sproti shranjujete, dobro, se vam lahko še mogoče tole gremo kar čez. Se pravi, ko se registrirate v spletno platformo, ali pa če ste že registrirani, se samo z Geckom vpišete, sledi pač ta spletna prijava, kjer začnete s postopkom oddaje vloge. Vloga je pač razdeljena na 4 sklope. Najprej so te temeljni vhodni pogoji, ki jih morate obvezno izpolnjevati, potem je opis doživetja in pa priloga, da naložite te fotografije in video material, izjavo, ki si povlečete dol, jo podpišete, če se z vsem strinjate in jo naložite nazaj na platformo in pa vsebinski kriteriji, ki jih morate tudi zelo podrobno napisati. Se pravi, vsak sklop vi lahko sproti shranjujete, to ne pomeni, da če danes začnete vlogo shranjevati, da morate danes oddati. Vi lahko danes nekaj, jutri nekaj in tako, sam res ne čakate tisti zadnji dan, ker lahko se to nekaj zgodi in zanudite rok. Pa še na kratko, mogoče o promociji, se pravi tudi v 2021, ko smo spremenili in dodali pozive nadgradili, smo naredili tudi novo celostno grafično podobo za sejalca, in pa dodali tudi logotip v slovenskem jeziku. Vsako doživetje, ki smo že prej omenili, je pa predstavljeno na spletni strani za svojo podstranjo v 8 jezikih. Te marketinške tekste spišemo skupaj z vami in potem še naša copywriterka do konca dopolni. Doživetja, tiste, ki so bolj gastronomsko obarvane, so tudi na test portalu. Na poslovnih straneh so te glavni ključni dokumenti, ki vam pridejo prav pri prijavi, drugače pa se potem vaše doživetja vključujemo v storiese, v newse, v TTA novice, na družbena omrežja in dajemo, na vseh sejmih jih promoviramo, predstavljamo, potem v naših publikacijah so v digitalnih kampanjah, tudi v Gomijo vodniku, lanske se vam dala, zdaj mnoga še ni, bo tudi letošnjem vodniku boste vključeni vsi. Potem tudi razni, tudi študijske ture smo že danes slišali in ostalo. Se pravi, z tem portalom in prenosom smo pač nadgradili to filtracijo, ko sem je tudi že malo omenila, ampak to je najboljše, da se kar sprehodite skozi ta portal, se pravi www Slovenija info edinstvena doživetja Slovenije, ali pa če v Google klikate, vam bo takoj najdel. Tako so potem predstavljena doživetja in tudi vodijo direktno na spletne strani ponudnikov, kjer tudi lahko rezervirate. Na poslovnih straneh, pa to bom zdaj malo preskočila, ker smo res mogoče bili malo dolgi, pa pač
Povsod dejansko vas vključujemo, no? Tudi te travel agents manuale, media kite, Bomijo, kot sem že omenila, oddajo najlepše Marjana tudi gleda na teren in kaj posname. Pa na hitro, no, lani je bilo kar velik nabor, 12 novih doživetij, pa jih samo na hitro predstavim. Pa zelo sem vesela, da je bil odziv tudi zelo pozitiven, da boste lahko potem še na stojnici obiskali večino doživetij, no, tiste, ki ste se odločili, da se bojo predstavljali. In tudi vsak od njih ima eno animacijo, popoldne do poldne. Danes je to Kamnik, Velika planina. Poldne boste lahko tudi okušali še drugo doživetje, ker ga danes nismo tudi predstavljali pod piva in svobode, tako da tudi vabljeni na pivo. Gore, da smo imeli tukaj od buče do olja, se pravi zgodba družinske oljarne. Melodija gozda je tako tukaj eno posebno doživetje sredi gozda, ki se navezuje tudi na resonančni les. Potem imamo 3, se pravi ta Velenje, Šaleška dolina, Poletvo, Snjadno in Grofe, Skrivnosti potopljenih vasi in pa še prejšnji, ki ga imajo Velenje Underground. Rock'n'roll okusov, oni so bili že včeraj, na stojnici so imeli malo večjo animacijo. 7 veličastnih, se pravi posavski gradovi. Mojster plečnih turizma Ljubljana in pa Savinjski duhovni umik, ki ga Maja in Amanda izvajate tako kot zeliščno čarovnijo. Irena za mediteransko kuhinjsko delavnico priprave rib in pa za njenim prejšnjim doživetjem nepozabni dan v ribjem vrtu, pa tajni prostori hotela Jama. Zdaj vprašanja, jaz predlagam, da se preselimo na druženje, se pravi, ker smo res mogoče malo zavlekli z tistim delom, pa me komod tam poslušajte za rokav, tudi potem bom šla še na stojnico, če ima to kakorkoli vprašanja. Drugače pa ali unique mail ali moj mail mora na pika.polovic@slovenija.info. Sem vam na voljo ves čas. Hvala vsem, da pa vabljeni, da vam zeliščno čarovnijo mogoče še malo pričaramo še tukaj v dvorani. Hvala.